to je bilo vedno tako. In zaradi tega jaz ne maram euforičnosti. Vsi pravijo, jaz starši, da je to katastrofa. Na kak način pa naj šport funkcionira? Brez staršev ne gre. Meni iz najnega sodelovanja za Južno Afriko, tiste kvalifikacije, ki so bile zelo stresne za tisto odločilno tekmo proti Rusiji in vse to skupaj, takrat se je začelo malo več govoriti o vizualizaciji. In ta vizualizacija še meni danes neka rdeča nit v neki mentalni pripravi, moji mentalni pripravi fantov. In danes jaz pravim, negiranje vsakršnega koli znanja je za mene butasto. Ko nekomu rečeš, ti ne greš na Evropsko prvenstvo ali pa ti moraš na tribuno, to so mogoče, vsaj zame osebno najtežje stvari. Kaj si hotel vedeti, da si narobe? To so stvari, seveda, ki so know-how reprezentance. En lep pozdrav, dobrodošli v novi epizodi Podkasta. Jaz sem hvaležen, vesel, da imamo danes človeka, ki je sinonim za slovenski nogometni ponos, disciplino in predanost. Selektor, ki je popeljal slovensko reprezentanco na evropsko in svetovno prvenstvo. Matjaž, hvala, da si z nami. Dober dan, pozdravljeni. Matjaž, deva začeti na začetku. Vem, da prihajaš iz nogometne družine, tvoj oče je tudi igral nogomet. Kdaj si se ti navdušil nad nogometom? Ja, to je res težko vprašanje. Živeli smo nasproti ceste Ljudskega vrta in bilo je samo vprašanje, ali košarka, ki je takrat bila v Mariboru izredno popularna, ali pa nogomet, in očitno so geni prevladali, očetovi geni, in zelo mlad sem se zapisal v nogometu. Ja. Kdaj si začel? Pravzaprav se spomniš, to je bilo že... Sej, takrat ni bilo teh vseh pripomočkov, otroških igrač, ki so danes prej zame osebno breme kot pa karkoli drugega. Žoga in ulica in od vsega začetka brcanje najprej na ulici, potem pa preko čez ograjo pa v Ljudski vrt. In jasno je, da te je hitro potegnilo tudi v klub. NK Maribor je bil takrat nekaj časa celo prvoligaš v prvi ligi bivše države in tako se je pač rodila ta ljubezen. Si že na začetku izstopil, da si rekel, wow, tu mi leži, sem dober, so te pohvalili trenerji ali pa drugi igralci. Kako je bilo ta prav začetni del, me zanima? Mislim, da je to bolj vprašanje za ostale. Težko je govoriti o sebi, ampak meni je bil nogomet, vzbujanje z nogometom, izpad z nogometom in redki so bili tisti momenti, ko ni bila žoga zraven v igranju, seveda šola vmes, ampak mislim, da so ta leta, brezskrbna otroška leta z žogo bila, vsaj zame, tisti mogoče najlepši del življenja, tisti uvod v življenje, ki je včasih zmagaš, včasih izgubiš, in to je pač šport. Tako da, kakorkoli hitro sem začel igrati za nogometni klub Maribor, potem smo se preselili na drug konec mesta pod Pohorje, pa mi je bilo bliže na trening k rivalu Železničarju in pravzaprav sem tak nekje mešanec med levim in desnim bregom Maribora, kar je bilo v preteklosti v Mariboru zelo pomembno in pa tudi popularno. Ali si z levega brega ali pa z desnega. In jaz sem tu nekje vmes bil vedno. Zdaj, ko praviš, da si zgodaj začel in živel skozi žogo, govoriva zdaj o kakšni starosti približno? Tam od 7. leta dalje. Od 7 leta naprej? Ja, takrat se je začelo najprej mali pionirji in potem tako naprej, skozi vse te selekcije, se pravi en del selekcije v Mariboru, del v Železničarju, igranje za reprezentanco Slovenije takrat in potem pa seveda 17, 18 leti pa začetek tistih resnih časov, ob šoli skoraj da že profesionalno igranje v Mariboru, nisem ostal dolgo v Mariboru, zelo hitro me je življenjska pot potegnila v tujino, v Avstrijo in potem se pač začne tisti del brezskrbnosti, se zamenja krut profesionalizem, ko je včasih lepo, včasih manj lepo, ko se navadiš zmagovati, ko se navadiš, da zgubljaš, ko si včasih vesel, včasih razočaran.
Kako je oče tvoj imel vpliv tukaj? Je hodil na tvoje tekme, te je spodbujal, te je dodatno treniral? Na nekaj časa je bil tudi moj trener, ampak jasno, tudi družina je bila tesno povezana z nogometom, družinska kosila v debatah, ali je to dobro, ali je to manj dobro. Pravzaprav je bil moj največji kritik. V bistvu je bil on tisti, ki je vedno povedal direktno, kar je dobro, kar ni dobro, še kot igralec, tudi kasneje kot trener. Vem pa pri sebi, da je verjetno bil najbolj vesel zmag. Hvala Bogu, da jih je bilo več kot porazov in tudi velik vpliv njegov na začetek igranja sina mojega in neko tradicijo, ki se vleče skozi družino, kar se tiče nogometnega kluba Maribor. Eni bolj uspešni, drugi manj uspešni, ampak jaz pravzaprav na eni strani oče, zdaj sin, je tista vez, kjer najdeš povezavo z ljubimi osebami, z dragimi osebami, ki ti včasih rečejo to, kar ti nekdo ali ne, da ne upa, noče reči, ko govorimo o kakšni kritiki, o čem slabem, ki se pa iskreno veselijo, ko zmagaš. A to tradicijo, ker si rekel, da ste se doma pogovarjali o nogometu, še zmeraj vzdržuješ? Torej doma se veliko pogovarjate o nogometu? Ja, stalno manj. Matjaž ne živi več doma in družinske, zdaj ko je oče umrl, je družinskih teh kosil manj, teh srečanj manj, ampak jasno, da je, glede na to, da je Matjaž vpet v nogomet, da je pa seveda vedno tema nekje fuzbal. Šport kot takšen, telefon nadaljavo si gledal ono, kaj misliš o tem. Mislim, da je to čisto pač običajno. Nekdo se doma pogovarja o kulturi, ali je bila predstava uspešna ali ne, nekdo razpravlja, ali so levi bolj primerni, ali so desni bolj primerni. Vi se verjetno doma pogovarjate tvojega pogleda na svet, na probleme. Pri nas je pač bil ta nogomet oziroma šport kot neka celota. Torej, mi se tudi o nogometu pogovarjamo, verjetno ne tako strokovno kot vi. Zanima me, koliko časa ti preživiš v preučevanju, študiranju nogometa na splošno. Torej, si skozi na različnih postajah, ki predvajajo nogomet, gledaš različne tekme, lige, koliko časa ti porabiš v prostem času? Ja, s časom se seveda to spreminja. Če sem rekel, da je mladost bila zaznamovana z prebujanjem in odhajanjem spat za žogo z nogometom, je to počasi se to seveda umirja. Danes dejansko gledam bolj detalje, spremljam bolj detalje, tisto, kar me zanima. V tistih momentih, ko nisem vpet v samo delo na igrišču, potem ti mimo grede preleti kakšna stvar, pa razmisliš ali pa vidiš nekaj na televiziji, ali pa primerjaš, kaj bi ti naredil, kaj kdo drug naredi boljše, hočeš to seveda uporabiti zase. Jaz pravim, da zdaj v poklicu trenerja znanja nikoli ni preveč. Ne. Eno so izkušnje, kjer reagiraš pač na mogoče bolj moder, pameten način, ne toliko zanesenaško, ne toliko vihravo. Drugo so pa znanja, ker nogomet je živa zadeva, to je materija, ki se razvija iz dneva v dan, to, kar je bilo pred 5 leti in je danes seveda v različnih sistemih, postavitvah, tudi razmišljanju. Čeprav jaz pravim, pot Slovenije do največjih uspehov in klubskem in reprezentančnem nogometu je bila dokaj podobna, slična. Neka nova zadeva je zdaj, kar se tiče uspehov nogometnega kluba Celje. Ne. In potem to pač gledaš, da pa sedim cele dneve pred televizorjem, telekomandarjem, pa vrtim milijon teh pokalov od Vietnamske lige do... To ne. To me več ne zanima. Sam Ligo prvakov pogledaš? Kakšno tekmo? Kot poslastico? Pogledam, imam možnost seveda, da vidim dosti v živo tega. Ne. Pogledam pa kakšna tekma, ki me zanima kot ideja trenerja, kot filozofija trenerja. Spektakli, ne vem, Barcelona, Paris Saint-Germain, mene toliko ne potegne mogoče v nekem momentu kot razmišljanje, kako se bo postavil Atletico Madrid,
kako bo, naprimer, zdaj Celje igralo proti favoriziramo AEK-ju. Te zadeve me zanimajo, ampak tistega navdušenja, da postavim predse kokice, pa kozarec vina ali pa pivo, kakorkoli pač, pa gledam tega je mnogo manj. Rad pa gledam dobro tekmo v dobrem v ambientu, v pravi športni atmosferi v živo. To pa še vedno ostalo. Torej, ko gledaš tekmo, gledaš vedno neko taktično postavitev, kako je trener razmišljal, si predstavljaš, kako bi ti drugače naredil? Absolutno, samo to me zanima. Ne zanima me, ali ima Ronaldo novo frizuro, ali ima zelene kopačke ali karkoli. Mene zanima postavitev, mene zanima ekipa kot celota, oziroma reakcije trenerja, naprimer na sodnike, trenerja med sabo. Ti kamenčki v nekem mozaiku, ki potem sestavijo celotno zgodbo. Vse skozi izkušnje veš, ko vodiš stotine in stotine evropskih tekem, potem pač približno veš, zakaj gre v ozadju, ampak se pravim, na igrišču reakcija, reševanje nekaterih problemov, ki jih nasprotnik povzroči neki ekipi, to pa me zanima. Ne? In to pa me zanima in potem poskušaš z nekim razmišljanjem, ali se da to vklopiti v tvojo ekipo, ker vse, kar je na papirju, vse, kar se vidi na televiziji, če ne znaš, oziroma če ne uspeš, oziroma če ne mogoče vključiti v tisto, kar ti delaš, potem je to brez veze, potem si samo neka modna muha. Tudi prilagoditev na kvaliteto igralcev oziroma kadra, ki ga imaš, je zelo, zelo pomembna. Ne? In če vztrajati v nekaj, kar tvoji igralci niso sposobni, jih izpostavljaš igralce. Saj ti lahko zagovarjaš kot trener neko idejo, ampak če oni tega ne morejo, če oni tega niso sposobni in fizično in mentalno, pri tem vztrajati je meni brez veze. Ti dobiš igralce iz različnih lig, tudi iz slovenske lige. Zdaj, trend v Sloveniji je, da imamo vedno več tujcev. Prva, druga in zdaj celo tretja liga, če sem prav videl številke, so preko 200 tujcev, kar pomeni, da slovenski igralci, ki so potem, ali pa domači igralci, ki so potem neko jedro ekipe, ne dobijo toliko priložnosti. Kako gledaš na ta trend? Ja, lahko postavimo tu drugače. Dosti več naših igralcev odhaja ven. Ne, in zdaj tu, če ne bo nekje najden en balans med kvaliteto teh tujcev, ki jih potrebujemo, kvalitetno stroko, ki lahko naredi nas, slovensko stroko, boljše, potem to ne bo dobro. Ne. Samo vlačiti nekoga sem zaradi tega, ker je pač tu dober teren za razvoj, oziroma je liga razvojna in je slabo. Isto kot trdim, da kar na silo odhajanje naših mladih igralcev v tujino zaradi par 100 evrov več ni dobro. Dobro je mogoče za njih, za družine in vse to skupaj, neka eksistenca, ampak za razvoj teh igralcev ne. Preveč sem imel v karieri primerov, ko so se ti mladi potem vračali, razočarani, ker niso uspeli, seveda potem je to ena čisto druga zgodba. Ampak danes živimo v tem svetu prostega prehajanja delovne sile, nogomet je tukaj vključen, treba je to sprejeti. Jasno je, da povsem nov vidik vsega je prihajanje tujih investitorjev, prevzemanje klubov strani tujih investitorjev. Kakšne so te namere, kako je to izvedeno. Eno vprašanje, s katerim se bojo morali ljudje, ki so za to odgovorni v slovenskem nogometu, zelo odločno in zelo resno spopasti. Jaz sem imel izkušnjo iz Rijeke, ker sem imel tuje lastnike, tuje vlagatelje in je bila to sodelovanje z lokalno skupnostjo na najvišjem možnem nivoju. In kar naenkrat se je pojavil in kamp, vlagalo se je v infrastrukturo, ki je še danes na Rijeki, ki je ostala. Osvajali so se naslovi, igralo se je dobro v Evropi, se pravi, da se da na nek način. Kompletno izključevanje lokalne skupnosti strani tujih investitorjev za Slovenijo, slovenski nogomet sigurno ne more biti dobro. Ko opazujem in kaj se dogaja recimo na nogometu in ko se spreminja, se zdi, da je ta konkurenca in ta nek pritisk vedno večji in da ta neka romantika, ki je bila v nogometu, ne obstaja več, da je skoraj neki gladiatorski šport to. No, zdaj meni vprašanje nazaj, ne? Kje pa še je romantika?
razen pri dveh hudo zaljubljenih na klopi v parku. Ne. In ta del življenja je mogoče za nas, malo starejše, seveda še nekje v spominih. Vprašanje je, koliko to danes mladi razumejo romantiko, kaj to za njih pomeni romantika. In isto je v športu. Šport je del življenja, tako kot je kultura, tako kot je politika. In ta šport prevzame vse te trende, ki so danes v življenju, v katero smer gre vse za skupaj. In danes vsi pravijo, da je nekje denar vladar vsega. Ne? Jasno, da je to tudi v športu, jasno, da se vse vrti okoli denarja. Ne? In ta šport na amaterski bazi se je prenesel v neko zdravo rekreacijo, ki danes lahko vidiš po Sloveniji, ogromno ljudi kolesari, hodi, teče. Vse to je lepo. Izginjajo seveda, vsaj meni se tako zdi v mojem Mariboru, izginjajo tisto igranje nogometa na ulici, košarka se še kje vidi, karkoli drugega je stalno manj. Ne? In časa je vedno manj in zaradi tega je pa treba po mojem postaviti tudi v športu drugačne sisteme, ki bodo mlade vseeno približali, ne samo v športu, v kulturo, v neke izvenšolske dejavnosti, ki bodo jih bogatile, ki jim bodo dajo neko vsebino, ne pa jih prepustiti samim sebi oziroma prenosnim telefonom, tablicam in vsem tem, kar pač temu sledi, v kar gre sodobni nogomet. Ne, sej, če se začnemo meniti oziroma pogovarjati, da bom po slovensko o umetni inteligenci, ne vem, mogoče mi ti lahko poveš, v katero smer to gre, ne? Ali bomo res, nam ne bo treba več popolnoma nič razmišljati. Ena tema, ki bo verjetno za vas zelo zanimiva. Mislim, jaz sem prepričan, da umetna inteligenca še veliko časa ne bo nadomestila nogometašov. Torej, to je en šport, ki ne bo tako hitro ujet v te spremembe, bodo pa zagotovo številni trenerji uporabljali umetno inteligenco za analizo tekem, za moče izbiro igralcev, ali pa vsaj kot nek pripomoček pri tem delu, da bojo lažje sprejemali neke odločitve. Ne? Jaz se strinjam tukaj s tabo in mislim, da gre v to smer, da pomembnost analitikov v posameznih ekipah, v strokovnih štabih je vedno večja. Jaz prihajam iz drugega sveta. Meni je šport še vedno emocija in v nekem momentu, ko se v športu zgubi emocija, potem se zgubi bit tega športa. Ni v šport samo zmagati in pa zgubiti, ampak je tudi emocija. Ne? In moje razmišljanje še vedno je na tej strani, čeprav je nemogoče negirati pomembnost in vedno večji vpliv tega, kar smo se prej pogovarjali. Ampak se pravi, to so stvari, ki prihajajo in zdaj ta prilagoditev na vse te nove zahteve, na nove smernice odraža kvaliteto posameznega ali igralca ali pa strokovnega delavca. Koliko je zdaj pri vas fokusa na samo analizo tekem, pa to, kar si zdaj rekel? Glede na to, da je seveda časa na reprezentančnih zborih vedno manj, se vse to pripravlja skozi tiste dneve oziroma v tistem času, ko reprezentanca ni skupaj, ker še vedno ima dan samo 24 ur tukaj in ob nekem normalnem pripravljanju skozi treninge, ki sta 2-3 na voljo na tekme, mora biti vse skupaj zelo kvalitetno obdelano, pripravljeno in pa fokusirano na tiste bistvene dele, ne? Ker če greš tu v preveliko širino, ti enostavno zmanjka časa. Ne? Sploh v reprezentancah, kot je naša, kjer večina igralcev prihaja kot se že omenilo, z različnih koncev sveta, je potem še tudi kaj drugega tukaj, kot pa 24 ur biti vpet samo v to. Ne? In vse to se pripravlja prej, vse to se skozi različne pretočne stvari igralcem posreduje in dejansko se pač poskuša fokusirano in zelo usmerjeno uporabiti čas, ki ga imamo pač na razpolago. Tako da postaja to zelo, zelo pomembno. Ampak jaz še vedno pa
zopet jaz govorim, jaz sem mogoče še drugo neko razmišljanje. Še vedno lahko analiziraš nasprotnika v nulo, pripraviš čisto vse. Ampak če ti nisi na nivoju, da to izpelješ, imaš problem. In jaz pravim, če so spoštovanje do nasprotnikov, ali je to reprezentanca Anglije, ali je to reprezentanca Malte, s katerimi smo pred kratkim igrali, ampak mene najprej zanima, da poskušam spraviti v red in pa na pričakovani nivo svojo ekipo. In zaradi tega še vedno je večina časa posvečena ekipi, ki jo imam na razpolago, ob seveda predvidevanih in pa pomembnih odločilnih informacijah o nasprotniku. Kako se pa odločiš? Ta bo igral, ta ne bo igral. Dobro, to je kar težka odločitev, ni? To je know-how vsakega trenerja. Ne? Včasih ti ena malenkost na treningu da odgovor. Jaz vedno pravim, da imam rad tiste odgovore, ki jih dobim na igrišču. Jasno je, da v reprezentanci se to spremlja skozi njihove igranje v klubih. Dosti lažje je v klubu, kjer ga imaš ti vsak dan, ki ga lahko ti spremljaš v nekem normalnem ritmu, ne. A tudi različna razpoloženja, mentalno stanje igralcev. Govorimo danes o življenju v svetu rock'n'rolla, ko je pravzaprav toliko vplival, kot lahko toliko stvari vpliva na te mlade ljudi, da je danes potrebno upoštevati marsikaj širše, kot pa pred 20-30 leti. Ampak to je normalno, avti so danes drugačni kot pred 30 leti. Ja, tako da vse te odločitve v neki taktični, teoretični pripravi skozi gledanje njihovega igranja v klubih, skozi analizo nasprotnikove ekipe in potem dejanskega stanja, ko ga ti vidiš v 2 dneh na 2-3 treningih. Vedno si tu nekje na 50-50 in jaz vedno pravim, včasih zadeneš, včasih ne zadeneš, večkrat zadeneš, boljši si trener, ne? Ampak v nogometu žoga je še vedno okrogla, ne? In žoga se vedno zakotali relativno dosti krat tako, kot ona hoče, ne? In vsega ne moreš predvideti, nekaj je tudi intuicija, nekaj je tudi predvidenje. In tako kot včasih zadeneš zamenjavo, tako kot včasih zadeneš s postavitvijo, tako včasih narediš tudi napake, ne? In to je pač tisto življenje nas trenerjev, ko v relativno kratkem času, ki ga imaš na razpolago, moraš sprejeti pomembne in pa odločilne odločitve. Če te prav razumem, danes še nisi prepričan, kdo bo igral. V sebi vem, ne povem nikoli medijem, najprej sporočim to igralcem. Včeraj smo se zbrali, danes je prvi pravi trening, danes moraš prvo videti, v kakšnem stanju so, kdo je najprej fizično, potem tudi v mentalno. Mentalna moč danes je zelo, zelo pomembna, predvsem v delu naših selektorjev, zaradi tega, ker nimaš možnosti, da jih pripraviš dobro v treningu, ki ga ni, enostavno so 2 treninga, v četrtek že potujemo v Prištino. Zaradi tega jaz pravim, da je tudi pomemben segment vsega tega danes postaja ta komunikacija. Ne? Komunikacija, ki mora biti pa absolutno obojestranska. Sam, če te prav razumem, da razumemo to tehniko. Torej, ti ga opazuješ, vidiš, da mu zmanjkuje energije na igrišču, rečeš, se bojim. A pa pride do tebe in ti reče, malo me je strah in že se ustrašiš, da ni mentalno pripravljen. Kako ocenjuješ, vsaj približno? Ne vem, zdaj govoriš o stvarih, ki mi niso okej. Jaz se ne bojim, jaz nimam straha. Jaz imam strah samo pred boleznijo. Gre samo za to, da če se odločiš za nekaj, za tem stojim. Ne. Lahko samo razmišljam in pa vagam med 2-3 možnostmi. In tu, da bi se pa zdaj česarkoli bal, ne. To je samo šport. Ne bo se mislil bal, da prije igralec do tebe pa pravi, da je strah ali pa da... Jaz pravim tudi igralcem, moja teza je, ko igralcem govorim na naših, ne bom rekel sestankih, v naši komunikaciji, v obojestranski komunikaciji, da tistega, ki je strah, ne more biti 100%. In če danes
Slovenija ni 100%, ne more z nikomer igrati. Slovenija mora biti na 100-110% in mentalnih in fizičnih zmožnosti, da lahko parira najboljšim, tako kot smo jim parirali pred enim letom in nekaj na Evropskem prvenstvu. In tukaj vsak strah je odveč, saj na koncu, kaj se ti pa lahko zgodi, lahko zgubiš, ampak jutri se bo zopet igral nogomet dalje. In to je tale neka miselnost, ki je včasih pri nas še vedno preveč zasidrana, da iz poraza delamo tragedije, popljuvamo trenerje, selektorje, igralce, v zmagah pa gremo v neko noro euforijo, ki je sicer fajn in lepa in dobrodošla, ampak jaz za te velike amplitude nisem preveč. Jaz pravim, če se ne znaš postaviti v porazu, če ne znaš biti spoštljiv v porazu in čestitati boljšemu od sebe, potem ne boš nikoli velik zmagovalec. Potem boš tudi na drugi strani povprečen, mlačen. In jaz tega nimam. In zaradi tega je tudi danes drugače sprejemati vso to možnost, ko so vsi selektorji, ko vsi so trenerji, ko vsi vse vejo, ko je vpliv medijev ogromen, ampak to je povsod, to je tudi v kulturi, to je tudi v politiki, v vsakdanjem življenju. In zaradi tega se pač moramo navaditi, prilagoditi, asimilirati na vse to skupaj, če hočemo nekje živeti na nek način tega tempa, kot je danes. Sej penziono bo lažje verjetno, takrat se ne bo treba odločiti, ali Stanovića na desni bok, ali Šeška v napad, ali Oblaka na gol, takrat bo verjetno razmišljanje nekoliko drugače. Ampak tempo življenja je takšen danes, da površnosti, po mojem, površnost v enem segmentu življenja ni dobra. In tukaj pač zdaj, se pravim, potem se tudi ljudje razlikujemo, nekomu je vseeno, nekomu bi rekli po domače jebi veter, nekdo se fokusira, pripravi in hoče biti točen, natančen v vsakem momentu. Pa zdaj ni rečeno, po mojem, da bo ta, ki je fokusiran, ki je natančen, da bo boljše skozi prišel v življenju. In zaradi tega pravim tudi fantom, ampak mi smo dolgo časa se iskali, 3-4 leta je trajalo, da se ta skupina igralcev, ki je naredila res za mene top rezultat, pa če danes to hoče kdo priznati od prejšnje generacije, mi čisto vseeno. Da je potem našla ta svoj jazet, našla to svojo notranjost, ki je bila samozavestna, hrabra, odločna. Vse to skupaj, kar se je v zgodovini klubskega slovenskega nogometa in reprezentančnega nogometa zgodilo, ko so se zgodili veliki rezultati. Moje gledanje, danes Celje, pa to ni neka svetovna kvaliteta, da oni deklasirajo favorite. Ta samozavest, to prepričanje v uspeh, ta način vodenja, ki jim daje sigurnost, da če bo izgubili, bojo pač jutri dalje igrali. To je meni zelo všeč. In na koncu koncev je to mogoče zdaj bistvenejše, da prebereš igralca, ali je to sposoben, kot pa ali je po kvaliteti je vse to skupaj 50-50. Tu je vse zelo mala sostopanja. Mi nimamo ekstra zvezde, ki bi lahko sam reševal tekme. Nam je pomagal ogromno Jan Oblak, kapetan, ampak tudi on ni sam tekme reševal. Tudi on je samo del ekipe. In danes kot ekipa, kot celota gledaš vse skupaj, vedno ta celota nekoga izvrže. Pa je včasih Šeško, pa je potem Bijol, pa je Stojanović, pa to vse skupaj. Ampak da bi pa zdaj bil odvisen samo od enega, to jaz nikoli nisem preveč trpel, kakorkoli. Pa so govorili svašta, trener takšen, selektor onak, ampak... Te kaj prizadene, ko govorijo o tebi? Ker recimo ena stvar, ki je en tvoj bivši igralec rekel, da si zelo strog in včasih tudi nedostopen. Te kaj se to dotakne? Ko ti igralci rečejo, dotakne. Začneš razmišljati o tem, jasno, ampak na koncu, kar se tiče naprimer Reke, v danem momentu sem prišel v bistvu, čeprav sem prišel v Slovenijo iz svetovnega prvenstva, v Rijeko, v hrvaški nogomet kot nobody. Oni so se smejali nam.
Slovenec, brez vsakega pomočnika, brez vsega. Jaz sem rekel, grem in pa vi. In takrat pač moj način je, da poskušam čim prej prečitati kolektiv, s katerim bom delal, in pa okolico, v kateri bom delal, da se poskušam prilagoditi to skupaj. Jaz sem hitro vedel, da če ne bom reda naredil, da bo problem, da so pač hoteli. Ni toliko bil važen mi v prvem momentu način treninga, ali bo to zdaj ta sistem ali oni sistem. Jaz sem mogel prvo teret narediti. Ne? In seveda takrat se je težko z neko mehkobo danes, oziroma to je že 10 let nazaj, prideš, da vzpostaviš v nekem stanju, ki ni bilo najboljše, ker drugače ne bi mene angažirali, da prideš do nekega reda, da se ve, kdo za kaj odgovarja, da se postavi hierarhija. In takrat je moje razmišljanje bilo, da boljše, da sem odmaknjen, da to postavim. Seveda, takrat, ko se je to vzpostavilo, potem je začelo dosti lažje iti, ne. Meni je danes še vedno zraven mene človek, ki je bil z mano tudi v Reki, ki me vedno na koncu koncev vsak toliko časa opozori, ne, kao, ja, selektor, v tistem času pa ste vi drugače reagirali, ali pa je, lahko rečem kakorkoli, pa sem imel dober rezultat in na Reki pa imam dober rezultat tudi zdaj v drugačnem komuniciranju. Ampak jaz mislim, da v športu oziroma v življenju, v nekem delovnem procesu mora biti najvišja mera discipline, ki pa ne sme zavirati sproščenosti. To pa je nekaj drugega, ne? Kjer se mora jasno postaviti hierarhija, ampak ne takšna, da ne bi meni bil Šeško z 18, z 19 leti zelo pomembni igralec v enem kolektivu. Tako da nekaj iz izkušenj, nekih znanj, ki jih dobiš skozi izobraževanje, in zopet tu, če se vrnem, jaz še vedno zagovarjam, da je izobraževanje v trenerskem poklicu izredno pomembno. Ampak izobraževanje, ki se ne konča v tistem dnevu, ko dobiš diplomo, ampak ki je v bistvu vsak dan, vsako tekmo, pa ali to je druga, tretja liga ali pa to Champions League. Če hočeš kaj videti, če se hočeš kaj naučiti, lahko vidiš v vsakem treningu, v vsaki tekmi. In to je zdaj, kar pa biti nedostopen. Ja, nedostopen, enostavno se mi je zdelo v tistem momentu boljše, da je tak, kot pa da jim nekje dam neko možnost, da ostanejo isti, kot so bili, ker tisto, kar so bili, niso bili dobri. Pač način. Zdaj si rekel, kako pomembno je izobraževanje v tvojem delu. Midva sva sodelovala že, ko ste šli na svetovno prvenstvo 2010, zdaj za evropsko. Kako ti te tehnike, NLP-ja ali pa vse te komunikacijske tehnike uporabljaš pri svojem delu? Kako ti to pomaga? Ja, jaz kar nekaj vas je, pa je Klemen tukaj, pa ti, s katerimi se ne pogovarjam ali bo nekdo igral levega beka, ali bo nekdo igral špico, ali bo nekdo golman. Se pogovarjaš pač o nečem, kar sem že prej rekel, postaja vedno pomembnejše v športu. To je ta mentalna moč, kjer mora vsak posameznik dati svoj delež, ampak ta posameznik mora biti pripravljen. Ne moreš zdaj ti od njega zahtevati nekaj, a on pravzaprav ne zna priti do tega oziroma ne zna izkoristiti svojega potenciala. Jasno je, že prej sem rekel, da predvsem, kar se tiče selektorskega dela, da je časa zelo malo z igralci. In ti, če gledaš danes na treningu, potem čez 1 uro imam trening, če njega hočeš gledati skozi kvaliteto same igre, samega športa, samega nogometa, v primerjavi, v korelaciji z soigralci, sodelovanje vzpostaviti in isto razmišljanje, potem ti zelo malo časa ostane, da ga ti čičaš še, kako je mentalno močen, kako je. In vsa ta znanja, ki jih pač vi imate, poskušam uporabiti čim bolj enostavno, ampak da mi to nekaj prinese. Ne? In ta znanja se moram jaz od vas naučiti, ta znanja moram jaz od vas dobiti, ker tudi časa, da to greš v nekaj, nekateri trenerji se temu bolj posvetijo, nekateri manj. Ne? Jaz pravim, ravno zadostna mera mentalnega treninga in pa treninga na samem igrišču ti lahko da zelo dobre rezultate. Ampak danes v reprezentanci je malo časa oziroma mi še nismo tako daleč, da bi ob tem skozi te različne tehnike mentalnega treninga ti bil še ob vsem treningu, v analizi nasprotnika, v pripravi za tekmo se skupaj. 24 ur imamo samo na dan.
In tu ta znanja včasih se ti pokažejo kot dobra, meni nekatere stvari dobre, nekatere strašno uporabne. Meni iz najnega sodelovanja za Južno Afriko, tiste kvalifikacije, ki so bile zelo stresne za tisto odločilno tekmo proti Rusiji in vse to skupaj, takrat se je začelo malo več govoriti o vizualizaciji. Ne. In ta vizualizacija še meni danes neka rdeča nit v neki mentalni pripravi, moji mentalni pripravi fantov. Sponzor podcasta oziroma podcaста Strategije odličnosti je Mastermind Akademija. Vabljeni, da se prijavite na naše delavnice in spoznate, kako lahko tudi vi s pomočjo teh orodij in teh znanj spremenite svoje misli in dosežete želene rezultate. In danes jaz pravim, negiranje vsakršnega koli znanja je za mene butasto. Vsak pa se naj sam odloči, koliko bo to uporabil. Ampak govori, da je to brez veze ali pa da je to nepotrebno, to pa se ne strinjam. In ne strinjam se s tem, da tako kot je bilo pred 30 leti govorilo se samo glavnem trenerju, vsi ostali so bili zato, da so nosili markirne majice ali pa tiste čepe. Danes one man band ne funkcionira več v športu. Danes, če ti nimaš strokovnega štaba, če ti nimaš karakterno, osebno in pa strokovno močnih oseb okoli sebe, jaz mislim, da nimaš šans več. In absolutno prevečkrat smo mi selektorji, glavni trenerji v soju žarometov. Od zadaj temi v reflektorji so danes toliko pomembni ljudje, toliko pomembni strokovnjaki, ki jih ti izbereš in moraš jim zaupati in moraš jim dati, da prevzamejo za to, kar delajo, tudi odgovornost. In meni je všeč, ko vidim tim na igrišču, ampak tim tudi ob igrišču. In kdorkoli si kaj misli o nogometni zvezi. Nogometna zveza je v letu 2024 naredila top rezultate, ampak tudi na način nekega sodelovanja, neke zdrave komunikacije, dobrih odnosov, dobrih pogojev. In naj si misli, kdo karkoli v Mariboru, v Ljubljani, v Kopru, v Celju, da je to brez veze. Včasih ni fajn. Včasih je prav težko poslušati neupravičene kritike, ki pa so zopet sestavni del našega življenja, kot sem že prej. Ampak še enkrat, negirati širši spekter znanj danes tudi v športu, v nogometu, ki ga pač jaz živim, je neumno. Deva še poleg znanja še delo omeniti, torej omenil se Celje, ki dosega fantastične rezultate, njihov napadalec, ki prihaja iz Hrvaške, je pred kratkim izjavil, da ko se je vrnil iz Nemčije, da je opazil, da tam bistveno več delajo, kot smo mi navajeni tukaj na tem balkanskem delu. In on se trudi, da je pred igralci, pred treningom že tam, da potem po treningu ostane. Koliko je tukaj, jaz verjamem, da vi imate relativno malo časa, vendar za posameznega igralca, koliko je pomembno, da naredi več, kot mu trener predpiše. Ta dodatna milja. Ja, če že govorimo o Franku Kovačeviću, on je bil moj mladinec v Rijeki, in neočakanost ga je hitro odpeljala, tako ne mislim, da je 16-17 let star, ga je odpeljala najprej v Hajduk, potem pa ven. Se pravim, ta znanja, ki jih dobiš nekje drugje, v drugem okolju, so lahko včasih zelo uporabna, zelo dobra, včasih je pa tudi dosti frustracije o tem. Za izkoristiti vse to skupaj moraš imeti razumevajočo sredino in pa možnosti. In jaz pravim, da danes igralci z bombardiranjem teh informacij morajo biti sami sposobni tudi izbrati te informacije, ker vse skupaj vzeti, to prije po mojem do zmede, hitro prije do zmede lahko. Je pa jasno, da sam trening uro pa pol, 2 uri, 2-krat na dan, je danes za vrhunskost premalo. Zaradi tega so priprave in mentalne pred treningom, da je potem, kar se tiče fizične moči, po treningu. In danes, ko gledam jaz
pripravo na trening teh mojih fantov, vsi oni pridejo uro pa pol pred treningom, se začnejo pripravljati. Vsi oni ostanejo uro pa pol po treningu. Regeneracija, masaže, fitness, vse to skupaj. Vse to je, pa doben nima na listu napisano, kaj mora delati. Zelo redki imajo na telefonih, kar jim pripišejo v klubih. Vse to je neka širina teh igralcev, ki se zavedajo, da v neizprosni konkurenci, v klubu, v reprezentanci lahko ostanejo samo najboljše pripravljeni. In zaradi tega jaz pravim, jaz se ne strinjam sicer z toliko osporavanim, da smo z Balkana. Ja, ampak vsi ti, ne, levo, desno od nas, pa nimajo tistega balkanskega šarma. Brez tega pa v fuzbalu tudi ne gre, ne. Oziroma v športu. In jaz pravim, ne treba biti ekstrem v nekih zadevah, da je treba presoditi, kaj ti paše, kaj ti ugaja, kaj ti lahko pomaga, in ne se obremenjevati s tistim, kar ti ne pomaga, kar zgubljaš čas, ker časa pa ni, ne. Se ob koncu prej si pač omenil Celje. Jaz sem prej rekel, mene navdušuje ta njihova sproščenost. Tega se ne moreš naučiti, ne. To je stvar nekega dozorevanja, nekega odraščanja, nekega zaupanja, ki ti ga nekdo pokaže, in potem, ko to vse skupaj se podkrepi z dobrim rezultatom, to je eliksir, ne. To je nekaj, kar ti lahko da tako energijo, da v nekih drugih časih, v času poraza, je to dosti manj uporabno, ne. In ti mladi igralci, ki prihajajo od zunaj, tako se Franko vrnil, ali pa pri nas Elšnik, oboroženi z novimi znanji, z novimi spoznanji, z primerjanjem, aha, tam je tak, tukaj je pa tak. Če izkoristijo na pravi način, potem dobiš rezultat, kot ga pač daje v tem momentu Franko Kovačević. Moj sin igra tudi nogomet, je mladinec, in vem, da starši dost komunicirajo s trenerjem, da so morda neki pritiski. Kako je na tem visokem nivoju? Torej, je pritisk strani nogometne zveze, sponzorjev, morda staršev, igralcev, da jih postaviš v ekipo, in kako se braniš, da dejansko si samostojen, suveren? Kako je s tem? Kar se tega tiče, moram ti povedati, da se pri meni, verjetno imam to srečo, ne, da imam že drugega predsednika, podpredsedniku v Rijeki, ki sta predsednika, nista pa selektorja, nista pa trenerja, ki te pustijo delati, ki seveda zahtevata svoj rezultat, postavljata tudi te pred svojo odgovornostjo, ampak se ne vmešavata. Danes je vpliv agentov vedno večji. Ampak zopet, če ti to spremeš kot sestavni del našega življenja, kot nekaj, kar je tukaj in kar se ne bo zginilo, potem lahko od tega samo dobiš nekaj. Jasno je seveda, da pa se ve, kje je ta meja, in jaz, hvala Bogu, v karieri nisem imel dobenih problemov z različnimi agenti. Da vsi niso zadovoljni, ker njihovi igralci ne igrajo, to je normalno. Da vsi igralci niso zadovoljni, ker ne igrajo, in to razočaranje posameznih igralcev je pri meni osebno največja rana vedno. Ko nekomu rečeš, ti ne greš na evropsko prvenstvo, ali pa ti moraš na tribuno, in to so mogoče, vsaj zame osebno, najtežje stvari, teže, ko pa zgubiš tekmo, ker se pač nisi bil dovolj dober, jaz pravim. In naslednjič imaš možnost, naslednjič boljši. Danes zelo dosti razpravljajo po omrežju o vplivu staršev. Vsi pravijo, starši, da je to katastrofa. Na kak način pa naj šport funkcionira? Brez staršev ne gre. Kdo bo pa financiral to? In seveda zdaj tu treba tudi z komunikacijo, tudi z z dovolj tehtno razlago tem ljudem dopovedati, kje je meja in dokot lahko sežejo. Ampak kdo bo pa potem plačeval, če boš ti starše umaknil, kdo bo pa plačeval potem za te mlade? Ne? Lahko je to reči, ampak daj denar, daj plačaj vadnino ali karkoli, pogoje, pa to potem pa se umakni. Seveda, je pa zelo žalostno, težko gledati, ko igrajo 10-letni, 7-8-letni, takrat še pomešani deklice pa dečki, kar je meni zelo všeč v teh mladih letih, na ograji pa kričijo razburjeni starši ali mame ali očetje ali stari očetje ali karkoli. Ne. In tukaj
tukaj treba najti to pravo mero. Jasno pa je, seveda, zopet je to stvar trenerja, zopet je to stvar vodij nogometnih šol in ali pa v mojem primeru najti pravo mero odnosa do agentov, do trenerjev nasprotnih oziroma trenerjev klubov, športnih direktorjev ali pa teh ljudi, ki odgovarjajo na nogometni zvezi za slovenski reprezentančni nogometni. Ampak še enkrat pravim, moje osebno, mi smo premajhni. Mi smo premajhni, da bi lahko bilo vedno na 50-50. In mi še uspešne koalicije ne uspemo sestaviti na političnem parketu, da bi lahko delili se v športu. Toliko, ne. Jaz ne razumem, da lahko nekdo v nekem momentu navija za Rogliča, pa je proti Pogačarju, ko piše o Spodaj Slovenija. Jaz ne morem verjeti, da lahko nekdo proti, ko igra slovenska reprezentanca, odbojka, rokomet ali karkoli. Razumem pa rivalstvo med Olimpijo pa Mariborom in tega vedno zagovarjam. In to lahko naredi šport samo dobro. Razen v tistem momentu, ko ne gre v eksces. In tukaj imamo še ogromno prostora, da smo boljši. Čeprav vsa naša majhnost nas dela toliko specifične, toliko drugačne, da seveda vsi potem zinejo, ko odbojkaši igrajo top v Ligi narodov, prihajajo do medalj, rokomet, ko je tu košarka, kar naenkrat, pa se pa lahko igramo, čeprav nismo favoriti, ne? Ko naenkrat fuzbal spravi v München 20-25 tisoč Slovencev, ki v eno pojejo našo himno, ne? Da ne govorim pa o individualnih športih, ki jasno v takšnem malem narodu vedno so nekje lažje dojemljivi in lažje sprejemljivi, ker sredstev pa ni na voljo, ne? In danes moraš spoštovati vsakega, ki vlaga karkoli v šport. Jaz isto smatram za kulturo. In ta naša majhnost, hvala Bogu, v zadnjem času je v športu dostikrat naš adut in ne več naše breme. Smo pa v preteklosti dostikrat jokali, blikali meroti, kako smo mi majhni, se nimamo možno. Ja, majhni, imam 20-25 igralcev na razpolago, ja, pa potem pač poskušam narediti najboljše iz teh 25. Nimam jih pa 70-80, kot jih imajo Angleži, Nemci, oziroma da ne govorim še o kom drugem. Ne. Deva morda še to omeniti, rekel si prej, da je dosti pritiskov strani medijev, tudi pritiskov verjetno strani konkretnih tekem. Kaj ti narediš, da se sprostiš, da nisi tako pod pritiskom, imaš kakšne tehnike, tudi ti vizualiziraš zase, kaj delaš? Se greš naravo? Ja, življenje te pač nauči, seveda, da se z temi zadevami spopadaš. In tukaj tudi ni neke indige, ki da lahko pač, to je stvar vsakega posameznika. Predvsem v mojem poklicu na tem nivoju, če nisi pripravljen na vse te pritiske medijev, navijačev, vsegarkoli, potem zelo težko uspeš v tem. Ne? Da sestavni del, sem rekel, prej našega življenja so porazi, kjer seveda to kritika je absolutno upravičena in konstruktivna, celo zelo sprejemljiva in zelo uporabna, da obstajajo možnosti skozi to omrežje in vse to skupaj žaljenja, pljuvanja po vsem, ne, ampak se pravim, ko enkrat enostavno pač nehaš o tem razmišljati, ko v svojem delu ostaneš dovolj objektiven in samokritičen, potem lahko za tem dosti boljše shajaš. Ker če živiš v neki lažni veličini oziroma nedotekljivosti, potem v nekem momentu, ko se ti ne izide dobro, si zelo dojemljiv lahko za to. In jaz pravim, meni po Švici je bil prvi problem, kaj sem naredil narobe. Tekma je pokazala, da sem naredil nekaj narobe in potem iti od tega, da nisi ti najbolj odgovoren in ti glavn, da si izgubil 3-0, potem je to neumnost. To je za mene neumnost in to ne gre na dolgi rok. Ne. Kaj si hotel vedeti, da si narobe? To so stvari, seveda, ki so know-how reprezentance, to je stvar slačilnice, v katerem pa me je zopet življenje naučilo, da ne govorim javno. Da ne govorim javno in mislim, da javno izpostavljati v nekih slabih dnevih, porazih posameznika prej prinese slabo kot pa dobro. Minili sem, mislim, da časi,
javnega prozivanja, ti si kazanja s prstom, ti si kriv, to si to naredil slabo, pa to. Da danes je življenje tako, da mogoče zahteva malo drugačen pristop, ampak po mojem prvo moraš iti od sebe. No. Torej, če zmagate, je ekipa zmagala, če zgubite, si ti. To je bilo vedno tako. In zaradi tega jaz ne maram euforičnosti, zaradi tega meni mečejo dosti krat naprej, pa nisi se niti znal razveseliti pri golu, pri zmagi. Ne. Jaz sem po uvrstitvi na Evropsko prvenstvo me je malo zaneslo z emocijami, pa je bilo to veselje malo drugačno kot običajno, pa me je potem že par mesecev grizla vesta, Matjaž, to nisi bil to ti, čeprav v nekem momentu, pa seveda sem samo človek, pa so se ventili odprli, kar verjetno to ti tudi veš, tudi ni slabo vedno, ne. Ampak rad imam neko preudarnost, rad imam čisto emocijo in vedno trdim, sploh mi trenerji, jaz trener ali pa selektor zdaj, ko ekipa zmaga, zakaj bi jaz za svojim početjem karkoli jemal prostor na podiju zmagovalcev svoje ekipe. Takrat je oder je njihov, takrat, ker na koncu oni zmagajo, takrat je njihovo veselje najpomembnejše in najpristnejše in takrat mislim, da kot trener ne rabiš siliti v ospredje. Se pravim, zopet ta soj žarometov, ki je prevečkrat usmerjen samo na nekoga. Se ve hierarhija, ve se, kdo je zakaj odgovoren, ampak negirati pa neke stvari je pa tudi ni prav, mislim, da no. Ko dobiš rdeč karton, pa greš na tribuno, je to taktika, ali je to mogoče preveč emocij? Dvakrat se mi je zgodilo to v življenju. Prvič zelo hitro na Hrvaškem, popolnoma upravičeno, ko pač so bile neke reakcije preburne, oziroma ko sem mogoče hotel na nek način opozoriti nase. Potem so me pustili 5 let na miru. Zgradil sem tudi z njimi nek svoj odnos. Nisem imel problemov. Čeprav so sodili dosti krat grozno. Kar se tiče zadnjega kartona na Evropskem prvenstvu, mi je žal še danes in sam sebi očitam še danes, da sem ga lahko dobil na način, ki je bil za mene neverjeten, ker na koncu koncev v odmoru med dvema podaljškoma sem samo hotel vprašati Italijana, zakaj ni šel pogledat pa video posnetka, ker bi lahko presodil, da je bil penal, ne. Kar z prve, dobesedno me je čakal. In to na nagovor tega stranskega sodnika, s katerim sem imela že skozi tekmo 2-3 konfrontacije zaradi tega, ker pač mislim, da ni bilo dobro sojeno. Ampak čisto moja odgovornost, čisto moja napaka. Jaz se ne bi smel dopustiti, da se to zgodi in kar nekaj časa oziroma še danes na momente si očitam ta rdeč karton na Evropskem prvenstvu. Bili smo blizu, že to je bilo najboljši dosežek slovenske reprezentance v zgodovini, bili smo blizu, prav malček je manjkalo, lahko bi rekli par metrov, zato da bi šli še naprej. Kakšna je ta emocija, ko si tam in veš, joj, in potem, jaz se spomnim, mi smo bili mimogrede s družino takrat v Ameriki, smo se ustavili na enem počivališču in tam so neki lokalni Indijanci, mislim pač po narodnosti kričali oblak, oblak. Jaz nisem mogel verjeti, da sredi Amerike, sredi puščave navijajo domorodni Američani za slovensko reprezentanco. To je bil tak fenomen, da si nisem znal predstavljati. No. Ja, vse to so stvari, vse to so zgodbe pravzaprav, ki jih lahko vsak posameznik, tvoja iz Amerike, enega iz Dalmacije, tretjega iz, ne vem, z Grenlandije, kakorkoli. Naše so drugačne, ki smo bili tam. Ne? In jaz bi rad, mogoče se najprej vrnil na tisto, največji. Ne strinjam se s to, da je bil to največji rezultat slovenskega nogometa. Strinjam se, da je to bil eden izmed velikih rezultatov slovenskega nogometa, reprezentančnega in klubskega, ker vsak rezultat te Slovenije, ki je pač razvita v nogometu, kot je razvita, ki ima pogoje za delo, kot jih pač ima, ki ima finančna sredstva, kot jih pač ima v primerjavi z drugimi
Jaz mislim, da vsaka zmaga, vsaka uvrstitev v mednarodnih tekmovanjih je spoštovanja vredna in to klasificiranje je stvar medijev oziroma nekoga, ki se nagiba bolj. Zame je vsaka olimpijska medalja top uspeh. Top uspeh. Jasno, da vedno, ko zgubiš tekmo, ali je to v skupini svetovnega prvenstva v Južni Afriki, ali je to v kvalifikacijah že v drugem krogu Evropskega prvenstva v Nemčiji po 11 metrov proti Portugalu, je na nek način boleče. Ne? In ti si pač zgubil. Ne? In jasno je, bi lahko nekdo rekel, ja, pa saj ste šli že skozi super težko skupino na Evropskem prvenstvu. Ja, ampak mi smo hoteli še te Portugalce premagati. Ne? Mi smo hoteli zmagati, mi smo hoteli iti naprej in garali smo 120 minut in potem bili premalo kvalitetni, premalo samozavestni, premalo dobri, da bi izkušenejše Portugalce dobili tudi v tistem, kar so oni šli že toliko krat skozi, mi malo manjkrat. In tudi sama izkušnja in vsega tega, jaz sem prepričan, da naslednja generacija, ko bo prišla, pa bo sigurno, ki bo prišla v situacijo, da bo na penale odločila o tem, kdo gre naprej, da bo zmagala. In tukaj jasno, da je popolnoma človeško, da in po eni strani kot majhna Slovenija, da si nekomu simpatičen, kar pač igraš proti ta velikim, po drugi strani pa, da kot ti, ko priješ kamorkoli, da hočeš zmagati, če to zadnjo tekmo, da hočeš zmagati še naprej, ker reči, ja, saj smo vse naredili, bože, je to meni brez veze, ne? To meni ni, to je meni stran od bistva športa, ne? Ampak tudi v tistih momentih je treba ostati dovolj samokritičen. Res naredili smo top rezultat. Mi smo dvignili, končno smo vrnili slovenski reprezentančni nogomet na zemljevid. Saj nas ni bilo predolgo, ne? Nas ni bilo 14 let. Ne? In to je absolutno predolgo. In zdaj treba biti pametnejši. Ne? Zdaj treba biti pameten, pa da se ne bo zopet zgodilo 10 let. Ker ne, pred enim letom in pol je bilo vse ok, vse dobro. Zdaj naenkrat to več ni dobro. Pa ste igrali na ta način, pa igrate pa ne, pa ono, pa drugo. Tu imam malo svoje mnenje in tukaj ta slovenski, ti revolveraši slovenski v izražanju svojih mnenj, pa to prej odmaga, ko pomaga, čeprav spoštuje mnenje vsakega. Če je argumentirano, če je tehno podano, predvsem, če ni žaljivo. Ne? Če ni žaljivo, ampak zdaj smo pa že na drugi strani. Ja. Kaj je tvoj nasvet, ker se bližava koncu, mladim nogometašem, ki želijo nekoč igrati za slovensko reprezentanco? Kaj naj naredijo, da bojo opaženi? Pa ni to čarobne palčke, to ni. Ne. To meni danes gre na živce, ko 14-15 leti so top talenti, najmanj bojo igrali za Real Madrid, za Manchester City, ko so stari 18-19 letih, ni nikjer več. Ne. Isto pa tako, kot nekoga razglasiš za netalentiranega, ga ne vidiš, čez par leti pa dokažeš, da si se zmotil. Hvala Bogu, če ti dokaže v pozitivnem smislu, ne. Ampak brez odrekanja, brez dela ne gre. Danes vrhunski nogomet ni samo top avto, najboljše obleke, lagodno življenje, simpatična punca ali pa fant, kakorkoli se živimo v svobodi izražanju, da to je tisti majhen delček vsega. Ne. In tu je danes delo, predano delo, tudi širina neke izobrazbe in pogleda na svet, pogleda na probleme, ki v življenje nosi, lahko izredno pomaga. In danes hvala Bogu, da se je izbrisal ta neko prepričanje, da je talent že zadosti, da ti uspeš. Hvala Bogu, da je danes ob tem talentu še potrebno zelo predano, kvalitetno in usmerjeno delati, da priješ do tega, ampak se delati pa moraš v vsakem momentu, če hočeš priti do nečesa v življenju. In mi privilegij, ki ga imamo, ki ga nam je dalo v življenju, da smo pač mogoče nekje bolj talentirani za neke zadeve, moramo izkoristiti v dobro, neuzvišeno,
skromno, ampak samozavestno in pa prepričano, ne, v nekaj, da z delom imam dosti večje možnosti, da uspem v življenju, ali kakorkoli. Tudi danes bagar moraš znati voziti, ne, ker drugače narediš več slabega, kot pa dobrega. In šport je pa še posebej danes izpostavljen, ker dosti ljudi, še vedno preveč ljudi misli, da je pot do uspešnosti v športu zelo kratka in zelo enostavna. Ti se zelo, zelo motijo. Hvala Bogu, še vedno imamo v Sloveniji, govorim o Sloveniji, govorim kot Slovenec, toliko dobrih deklet, žensk, mladeničev, fantov, moških, ki verjamejo v to, delajo trdno in jim potem uspe in so v ponos vsem nas. Če bi šel še enkrat začetka tvojo trenersko kariero, bi kaj naredil drugače, kot si do zdaj? Ogromno stvari, ker niti v enem momentu se mi ni zdelo, pa se pravim, da bil sem državni prvak z svojim klubom, z NK Mariborom. Bil sem na svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu kot selektor svoje države Slovenije. Imel sem srečo, da so mi ljudje sprejeli na Kvarnerju in sem tam naredil dobro, skupaj z ekipo, sodelavci, dobro rezultate, državni prvak, top igranje v Evropi, pokalni zmagovalec, vse to skupaj. Ampak še danes se mi zdi, da imam toliko stvari za povedati, da imam toliko stvari za narediti, da lahko toliko stvari naredim boljše, da sem zaradi tega včasih prav malo neučakan, nervoza me mogoče tu grabi, pa zakaj še ne ono, pa zakaj, in zaradi tega včasih neko razmišljanje, kaj bi mi danes opet pomenilo, če bi vsak dan delal, ne. Čeprav jaz pravim, tole selektorsko delo, tole je največji privilegij, ki ga lahko doživiš, in največjo čast kot trener. Sploh, če si lahko trener, selektor v svoji državi. In rad imam te ljudi, ki so nekaj dali, ki so nekaj naredili od Katanca, ne vem, Prašnikarja in vseh teh, ki so v nekem momentu zaznamovali slovenski nogomet. Jaz pač sem fuzbaler, pa govorim o nogometu, ne. Ampak hkrati pa veliko spoštovanje tudi do vseh ostalih. Danes toliko dobrega, jaz imam raje, da se začne dnevnik z veselo novico iz sveta športa in nekaj pozitivnega, kot pa koliko bomb je kje padlo, ne. Mislim, meni je to po eni strani frustracija, po drugi strani pa tako veselje, ko ženska prepleza najboljše od vseh na svetu nekaj, ne. In meni je to okej. Je kakšno vprašanje, ki ti ja nisem še postavil? Ne vem, zdi se mi, da se bi lahko midva pogovarjala še do jutra, ne. Na koncu koncev bilo bi mogoče zanimivo, da bi tudi jaz tebe kaj vprašal, ne. Ampak pravim, da te so zadeve, tudi to, kar zdaj vi počenjate, pa teh podcastov je zdaj zelo dosti, ne. Če hoče nekdo to poslušati kot nekaj, kar mu lahko odpre nekaj novega, kar lahko sliši nekaj novega, pa ga navede na kvalitetnejše razmišljanje o reševanju določenih problemov, potem je to okej, ne. Če je to samo delanje za to, da si frajer, pa da si nekje prisoten, potem je to zelo kratkega veka, ne. In zaradi tega hvala, da si prišel na Brdo, hvala, da si prišel v domovanje slovenske A reprezentance in tudi tebi v tvojem delu vse dobro naprej. Hvala lepa. A daš samo še eno misel za konec? Torej, tvoj nasvet ljudem, ki bi radi bili uspešni, en stavek. Kaj bi bil? Ja, sej pravim, te vaše vprašanja na koncu so dejansko najtežje, to sem že dostakrat rekel. Jaz sem zdaj povedal toliko teh nekih mojih razmišljanj, da ostajam prepričan v tem, da čista misel, zdrava misel, dobra komunikacija, samozavest, hrabrost in odločnost ob nespornem žrtvovanju za trening, za delo, na koncu prinese nek rezultat, oziroma imaš možnosti, da uspeš, da si uspešnejši, da si tudi opazen, če hočete, ker življenje danes je tudi, najino življenje je od klikov odvisno, ne, in jaz pač pravim, zdaj več kot en stavek sem vedel, da bo tak. Predvsem pa pozitivna energija, optimizem, karakterja, predanost in pa samo spoštovanje, ker če ne bomo mi Slovenci sami sebe spoštovali v tem norem svetu,
Nas bo vedno manj, potem pa ni dobro. Matjaž Kek, hvala za vse emocije, ki nam jih nogomet podarja. Čestitke za uspešno kariero in veliko uspeha še naprej. Hvala. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta Strategije odličnosti je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, vas vabim, da napišete v opombe, da ste poslušali ta podcast in kakšen se vam je zdel. Vabim vas, da tudi všečkate naš kanal, da komentirate in nam s tem pomagate, da dosežemo še več različnih poslušalcev, gledalcev. In hkrati, če imate predloge, kakšne goste bi še radi slišali znotraj podcasta, vas vabim, da nam pišete oziroma sporočite, koga še lahko povabimo oziroma od koga bi se še radi nekaj novega naučili.